Muzej je konec leta prevzel upravljanje tudi vodovodni stolp, kjer investicija še ni popolnoma zaključena oziroma čakamo še na paviljon s servisnimi prostori, tako da tukaj v bistvu je ta del, ki sicer ni toliko v naših rokah, no, ampak to nas še čaka. Imamo pa seveda pripravljeno tudi dokumentacijo za prenovo še zadnjega dela strehe, to je zahodni del in potem tudi jugozahodni stolp, kar je nujno, ker je streha res v slabem stanju in upamo, da bo razpis Ministrstva za kulturo, da bi se prijavili, potem pa je nujno tudi nadaljevanje prizadevanj za energent drug, oziroma za ureditev tega polja ogrevanja, ker je zelo mali delež samega muzeja ogrevan, mi si pa seveda tudi želimo, da se tukaj razvijemo, pa za nas je severni del same stavbe najbolj kritičen, tako pač po napeljavah kot po samih razmerah. Ne gre tukaj za nič eksplicitno nujnega, kar pa tudi nekako spada v investicije, je pa nadaljevanje restauriranja Viteške dvorane. To bi najbolj izpostavila, poleg strehe, to se mi zdi letos najpomembnejše, je dogovor z Restavratorskim centrom Republike Slovenije, da nadaljuje od junija, bolj v teh poletnih mesecih, da je tudi za restavratorje bolje in pa pričakujemo, jaz upam, da dobimo podatke, kako bo s restauriranjem kapele, ki je bila poškodovana v potresu 2020, in potem tudi nadaljevanje tega dela, ter imamo še en krasen stolp, ki ga zdaj ponovno odpiramo s freskami, tako da upamo tudi na ta pomemben del, ki je investicijsko res specifičen, seveda, ker to lahko dela samo Restavratorski center Republike Slovenije. Program je pa letos zelo pester, začnemo že februarja skupaj z Kulturnim domom Krško, z Galerijo Božidar Jakac, z našimi kolegi na Hrvaškem, se pravi Muzej seljačke bune, Muzej Brdovec in pa Muzej grada Zagreba, kjer bomo obeležili 450-letnico velikega hrvaško-slovenskega upora. Vsaka enota, vsaka ustanova ima nekaj svojega programa, imamo pa tudi skupno, tako da to že smo močno v delu. Pri nas recimo bo gostovala razstava o stripu, ki ga je naredil Jakob Klemenčič, pa tudi razstava o gubcu iz Muzeja seljačkih bun. Tako da recimo tisto, kar je pri nas locirano, drugače pa pri vseh aktivnostih vsi sodelujemo. Potem pa marca, jaz upam, da bo tudi končana razstava povezana s Kelti v Posavju, ki se nam je majčkeno zamaknila od lanskega leta. Keltski voz je že narejen, ostale stvari pa še čakajo, tako da temu posvečamo tudi še leto, pa ves čas zvoku oziroma sluhu, to je naš čut letošnjega leta. Veliko bo raznih glasbenih dogodkov v povezavi z dediščino, v povezavi z različnimi obletnicami, recimo en zelo pomemben Brežičan Josip Mešiček, duhovnik, ki je vpeljal citre v Posavje, ker je učil citre, je letos stoletnica njegove smrti, skupaj z glasbenimi šolami in tako naprej. In res z glasbenimi šolami vedno pričenemo tudi leto, zadnji četrtek v januarju spet 8. koncert glasbenih šol Posavje v Viteški dvorani. Tako da ves čas bo zelo pestro, ves čas bomo spremljali tudi vse to dogajanje, ki je, in seveda čim bolj prepletali vodovodni stolp, sam muzej, ter naše delo na terenu, se pravi nadaljevanje dobrega sodelovanja pri brijevsko-frizerskem salonu Krojc, to je zelo pomembno, ker je to v bistvu nova, živa stvar. Potem pa na občini Kostanjevica na Krki, na Črneča vas, prvi del razstave je postavljen, zbrali smo veliko predmetov, zdaj je treba to delati. Obeta se nam pa tudi nov last projekt, ki ga vodi občina Brežice, to je pa revitalizacija oziroma nekaj vsebine oziroma na novo delo na Banovi domačiji. Tako da skušamo delati na vseh občinah z različnimi ustanovami, s posamezniki, z društvi in tako že kar nekaj let in tako bo tudi letos.